Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli. Danes smo 1. januarja 2017, zato vam v imenu Kranjskogorske televizije ATM TV seveda najprej želim srečno, veselo, zdravja in uspehov polno, ter seveda ljubezni polno leto 2017. Tudi v tem prazničnem tednu se je seveda v občini Kranjska Gora in drugod po Gorenjskem veliko dogajalo in najbolje, da kar začnemo. V ponedeljek na Štefanovo so se pred cerkvijo v Kranjski Gori zbrali konjeniki in njihovi konji na blagoslovu. Za blagoslov je poskrbel kranjskogorski župnik Janez Šimnic. Zbrani smo, kot že povedano, blagoslovu konj in konjenikov, blagoslov konj svetega Štefana ima svoj zbor v sledečem. Že v stari zavezi beremo zgodbo o tem, kako je bilo mesto Betel v Palestini v težavah, v veliki stiski, ker je bila zemlja nerodovitna, ker je bila voda tudi slaba. Prerok je sol vrgel v vodo in jo ozdravil. In od takrat je v mestu vladala blaginja. Na praznik svetega Štefana tudi cerkev blagoslavlja sol, ki jo potem mnogi potresejo po poljih, travnikih in nekako se je tudi med ljudmi uveljavilo to prepričanje, da kdor prvi blagoslovljeno sol na ta praznik posuje na svojo zemljo, da bo tudi najbolj zagotovo obvarovan vseh naravnih nesreč tisto leto in da bi seveda bil prvi, zato je vsakdo zajezdil konja, da bi potem čim hitreje prišel od blagoslova do svojega posestva in zato tudi danes konji blagoslavljamo. Obenem pa seveda je danes blagoslov tudi zato, da bi bilo delo s temi živalmi vsem v veselje, v korist, da bi konji bili zdravi, da bi lastniki in jezdeci, vozniki imeli z njimi veselje in da bi kot del Božjega stvarstva razveseljevali tudi nas vse. Gospod Bog, kralj nebes in zemlje, očetova beseda, po kateri je vse krpiva, ozri se prosimo na našo neznatnost in kako si nam dal pomoč v naših naporih, pri našem delu za škote razvedrilo mnogotere živali, dobrotno pristani na naše prošnje in blagoslovi te konje, tvojim služabnikom naj koristijo, varuj bolezni nesreč in na priprošnjo svetega Štefana, da jim bodo dobri gospodari, skrbni lastniki in tako dajo spoštljivim odnosom do živali, ki so del stvarstva, tvojemu imenu pravičeno čast in slavo, po Kristusu našem Gospodu. Občina Kranjska Gora že tradicionalno konec decembra svojim občanom in obiskovalcem podari koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Letošnji je bil pod naslovom Ljudska zgodba. Nekoč, nekdaj, skoraj pol drugo stoletje tega, je med nam dobro znanimi vodami in gorami, med Karavankami in Julijskimi Alpami, ob reki Savi zaživela ona, ki je tako lepo zvenela, ki je tako lepo pela, da radost je vsakogar objela, kogar se je dotaknila, kogar je svojim zvokom ujela. In je dolgo in srečno živela. Ja, tako se končajo vse pravljice. Doživela dobrih 140 let in tako je z nami spet in spet. Ja, naša godba in njihova ljudska zgodba. Projekt Ljudska zgodba
je ideja mladega dirigenta Dejana Richteriča. Ideja, ki jo je med 600 prijavljenimi projekti v ozek krog, ki je bil deležen podpore, uvrstil tudi Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. In če želimo slišati zgodbo, nam jo mora nekdo pripovedovati. Dirigent je v to vlogo zvabil zares izvrstne izvajalce. Takšna oznaka pritiče mešanemu pevskemu zboru Vox Carniola pod vodstvom Eve Jelenc-Drozg. Pozdravimo našo godbo v izvirni ljudski praznični Radeški noči, ki jo je omogočila občina Kranjska Gora. Tako prav občinstvu tule v Kranjski Gori se ponuja prvi pogled. V sredo je trg olimpijcev Mojstrani obiskal še zadnji od dobrih mož v tem letu. Zaradi pomankanja snega se je pripeljal kar na kočiji. Dober dan vsem skupaj, otroci, starši, babice in detki in vsi ostali. Kako ste kaj? Nič ne slišam. Ja, to je pa čist drugač. Kako vas je lepo videti. Ja, tole je pa nekaj najlepšega, kar lahko vidim. Lansko leto še nič, zdaj je pa tak lep trg. Mi smo radi, 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 radi. Mi smo radi, 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 radi. Mi smo radi, 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 radi. In Dedka Mraza imamo radi, radi, radi. Radi, radi, radi. Dedka Mraza imamo radi, 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 radi. Dedka Mraza imamo radi, radi, res. Kot pa se za Dedka Mraza spodobi, je seveda obdaroval vse malčke in tudi tiste malo starejše. Ko bomo takole malo razdelili, najprej ta najmanjši, prav, najmanjši. Dajte obe rokci nastaviti, obe. Takole, dajmo obe rokci, obe, takole, takole, takole. A bo kdo meni še kakšno pesem zapel? Kdo zna kakšno pesem zapet? Sam ne Siva Kučma, prosim lepo. A lahko kakšno drugo, lahko tudi kakšno moderno. Prav tako tradicionalno pa so dejavne pevke in pevci KD Odmev, ki tradicionalno nastopajo v krajih po naši občini.
Tako so v torek nastopili v Ratečah, v sredo v Podkorenu, v petek pa še v Kranjski Gori. Klemen Bunderla in Jure Godler. Preveč lepa za radio, preveč glasna za televizijo in ravno prav nora za gledališče. Odštekan radijski duet se znajde pred hudim izzivom. Preživeti dan v etru brez posnetih plošč in reklam, brez gostov in opreme, z 2 mikrofonoma in enim izjemno tečnim šefom na telefonski liniji. Kako zvenijo različni svetovni hiti v izvedbi 2 svetovnih norcev? Ali moraš biti za branje novic na tekočem zgolj z informacijami, ali tudi s pijačo? In ali res obstaja nekaj z imenom Fiju gumb? Vse to ste izvedeli v neukrotljivi komediji dueta Bunderla in Godler, ki je v dvorani Vitranc nastopil v petek. Si rekel, da rabam musko? Stari, ni šans, jaz si ne bom delal bruke v etru zaradi teh tvojih traparij. Niti podrazno. She was more like a beauty queen in a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who will dance in the floor and around. She said, I am the one who will dance in the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' heart. Hey, mama always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the line becomes the truth. Hey, hey, Billie Jean, take my lover. Ooh, she's just a girl who claims that I am the one. But a kid is not my son. Ooh, she said I am the one. But a kid is not my son. Ooh, Billie Jean! A ti slučajno A si ti slučajno mi z Billie Jean pel Pir in Jean? Potujoči filmski festival Združenih narodov v ospredje postavlja dialog in poglobljeno raziskovanje svetovnih kultur, situacij, s katerimi se ljudje soočamo in rešitvam za boljši jutri. Filmski festival prikazuje skrbno izbrane in nagrajene dokumentarne filme z celega sveta in ravno zato žanje velik ugled med filmskimi ustvarjalci in producenti dokumentarnih filmov. V ponos nam je, da lahko v Kranjski Gori v sodelovanju s KGIFF gostimo tako vsebinsko kot pomensko enega najpomembnejših filmskih festivalov. Prvi festival bo v Kranjski Gori, torej na sporedu takoj po novem letu, v četrtek, petek in soboto, torej od 5. do 7. januarja. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v drugem delu oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. In glede na to, da je novo leto za nami, takoj po novem letu seveda ni veliko časa za dogodke, ampak nekaj jih vendarle bo. Triglavski zvonovi pripravljajo tradicionalno koledovanje, že 7. po vrsti bo na sporedu v petek 6. januarja.
In sicer ob 16. na trgu na Gorici v Kranjski Gori, ob 16:30 na športnem igrišču v Martuljku, ob 17:15 pri Jurču na Belci, ob 18. Urša, Novo naselje Dovje, ob 18:30 Voga Kamne, ob 19. v Vikarniku Mojstrana ter ob 19:45 pri Psnaku v Radovni. Na tokratnem koledovanju bodo del prispevkov ljudi zbirali za namen organizacije Zvonarijade v mesecu maja leta 2017. Slovenski planinski muzej vabi na odprtje razstave Bivak Fanton v italijanskih Dolomitih. Odprtje bo v petek ob 18. pospremilo ga bo predavanje arhitekta Mihe Kajzla in bo na ogled do 30. januarja. Za območje gorenjskih občin bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije z 9. januarjem 2017 začel poslovati v prostorih občin Šenčur, Radovljica in Jesenice. Stranke iz občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica lahko storitve opravite v prostorih občine Jesenice na naslovu Cesta železarjev 6 Jesenice. Uradne ure za stranke so vsak ponedeljek od 8. do 12. ure. Stranke lahko dobite informacije in se predhodno naročite po telefonu številka 031 687 260. Gornjesavski muzej Jesenice vsako sredo vabi na peko kruha v krušni peči in izdelovanje masla v lesenih pinjah. Sestavine lahko prinesete s seboj ali pa jih dobite na delavnici, katere namen je spoznati različne priprave testa in izmenjava izkušenj povezanih s peko kruha. Delavnica bo že v sredo 4. januarja, cena delavnice pa je 5 evrov. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa smo tudi v naši kroniki tedna zakorakali v leto 2017. Ne bo odveč, če vam še enkrat zaželimo seveda vse dobro. In se vesto, karkoli boste že počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi.